Drage gledalke in gledalci, dober dan želim. Smo v drugem delu zimske sezone, v Zgornjesavski dolini se ogromno dogaja, pred vrati pa sta tudi še dve veliki športni prireditvi. Zato je naš gost tokrat direktor turizma Kranjska Gora, Blaž Veber. Dober dan. Dober dan, žal. No, kot rečeno, zimska sezona je že v drugem delu. Kako ste za zdaj z njo zadovoljni? Morda tisto klasično vprašanje, odkot prihaja največ gostov? Ja, res je. V bistvu smo zdaj že kar, lahko rečem, pred koncem zimske sezone. Je pa res, da zimska sezona v sami ponudbi turističnega kraja in pa občine pomeni veliko. Kranjska Gora je bila na koncu koncev prepoznana na začetku kot zimska turistična destinacija. In lahko rečemo, da že v zadnjih letih število obiskovalcev preko celega leta kar močno raste. Zima nekoliko izgublja na pomenu, je pa še vedno zelo, zelo pomembna. Ravno smo zbirali številke za pretekla leta, tako da lahko rečem, da so te zopet zelo lepe, kar optimistične. V letu 2018 smo zaključili v destinaciji z meni skoraj neverjetno številko, skoraj 800,000 obiskovalcev oziroma nočitev smo ustvarili, kar je 36% več kot v preteklem letu, v letu 2017, pa že 2017 je bilo rekordno. Že takrat smo beležili 15% rast. Tako da to je eden od pokazateljev ne samo te splošne rasti, ampak da Kranjska Gora pač postaja zanimiva. Mogoče bi tukaj samo izpostavil, da se je zelo ojačala tudi, oziroma so se ojačali meseci, ne samo tisti glavni sezoni, to se pravi avgust, pa mogoče december, februar, ampak da beležimo visoko rast, predvsem v času izven te glavne sezone, kar nas pa še posebej veseli. Torej, zadali smo se cilj, da Kranjska Gora živi 365 dni v letu in mislim, da je to eden kar pomembnih ciljev, ki je bil dosežen in za katerega bomo se trudili, da bo tako obetaven tudi v prihodnje. Kar pa se tiče trgov, tukaj se je v zadnjih letih tudi kar nekaj premešalo, če lahko temu rečem. Še vedno je največ italijanskih in pa nemških gostov. Še vedno so tukaj Hrvati, nekoliko so padli Angleži, čeprav so še vedno na 4. mestu po obisku. Je pa zanimivo, da mislim, da po 10-15 letih ponovno med prvimi 10 vidimo Nizozemce in pa Belgice, ki jih kar dolga leta ni bilo, in deseterico najboljših, če lahko temu tako rečemo v športnem žargonu, so zapustili Korejci in pa Izraelci. Tako da se v bistvu tudi glede na ponudbo, na cenovno politiko turističnega gospodarstva v Kranjski Gori in pa na neke trende in pa globalne turistične tokove spreminja tudi trg. Mi moramo temu pač slediti in jaz mislim, da se turistično gospodarstvo ne samo Kranjske Gore, ampak tudi Julijskih Alp in pa Slovenska turistična organizacija tukaj povezuje, išče nove priložnosti in mislim, da so zadnja leta pokazala, da smo bili kar uspešni. No, tudi vreme in snežne razmere so letos v Zgornjesavski dolini v zimskem času zelo naklonjeni. Imate kar srečo, imamo vsi skupaj kar nekaj sreče, snega je nekaj naravnega bilo, naredilo se je še nekaj umetnega in sezona je tu. Ja, mogoče se ne bi ravno strinjal, da je bilo super vremenske razmere, ki mislim, da niso bile najbolj super. Bile so pa v redu in pa zadovoljive oziroma zadostne, da so se tako žičničari kot tudi pripravljalci tekaških prog v Nordijskem centru, Planica, pa potem na mejnem prehodu pri Ponci, žičničari v Kranjski Gori, žičnica Zajšek v Mojstrani, res maksimalno potrudili in omogočili turistično ponudbo tudi v času, ko še ni bilo ta pravega snega. Kar smo letos ugotovili, je bilo predvsem to, da kljub vsem naporom žičničarjev še vedno prihaja do tega, da Kranjska Gora, pa verjetno tudi vsi ostali zimski turistični kraji pridobijo na interesu, predvsem takrat, ko pade naraven sneg, ko je ta nek občutek prave zime in to se je letos jasno pokazalo tam po 15. 20. januarju, ko je zapadal prvi sneg. V vmesnem času mislim, da je bilo kar neka taka čudna situacija. Vsi smo bili v pričakovanju in pa želji po večjem obisku oziroma po nekoliko boljši, kako bi temu rekel, ljudi, ni bilo nekega hudega povpraševanja.
vendar se je potem z prvim snegom to takoj bistveno spremenilo. Tako da smo odvisni zelo od vremenskih pogojev. Lahko rečem, da smo se v Turizmu Kranjska Gora z ostalimi turističnimi ponudniki zelo trudili, da bi ta predsezonski zimski čas, to je od 1. decembra pa tam do 20. decembra pred božično-novoletnimi prazniki, res naredili zanimivo za obiskovalce. Zato smo pripravili vrsto prireditev v okviru adventa oziroma decembrskih prireditev v Alpski vasici. In samo v mesecu decembru smo napram letu 2017 beležili 32% rast, kar tudi da nekaj vedeti, čeprav ni bilo še naravnega snega. Prav tako smo skupaj z občino Kranjska Gora v letošnjem decembru šli v nov projekt, to je izgradnja drsališča. Predstavili smo ga, mislim, da po mojem mnenju na bolj interesantno lokacijo v sam center Kranjske Gore, kot dodatna turistična ponudba za tiste obiskovalce, ki mogoče ne smučajo, pride v Kranjsko Goro morda na sprehod, v wellness v zimskem času, teč na smučeh, krpljat ali pa mogoče tudi smučati. Ampak še vseeno je potrebno preživeti dan aktivno tudi v večernem času in mislim, da je to naše drsališče, ki smo ga postavili v centru Kranjske Gore, imenovali smo ga Brovška šajba. Bil kar dobro odločitev in mislim, da se je zelo dobro prijel tudi med samimi obiskovalci. Otroci mislim, da so bili navdušeni, zaseden je bil več kot odlično in mislim, da bomo podobno stvar nadaljevali tudi v naslednjih letih. No, kot že omenjeno, bližata se tudi dve veliki športni prireditvi. Dotakniva se najprej tiste prve, Pokala Vitranc in Grubinega memoriala. Ja, res je. Lahko rečemo, da je to nekako, mi pravimo, vrhunec zime. Oba dva dogodka, 58. Pokal Vitranc je letos res nekako, se mi zdi, kar zaživel. Verjetno tudi zaradi dobrih rezultatov naših smučarjev, to smo v prejšnjih letih, mislim, da malo pogrešali. Dobra klima se je ustvarila. Moram reči, da ravno včeraj sem gledal podatke, je na Ementimu Pokal Vitranc med najbolj 10 prodajnimi prireditvami v Sloveniji, kar je res dobra napoved za 8. do 10. marec. Ampak zanimivo je tudi to, da se že zadnje leta trudimo v Pokalu Vitranc poleg same tekme dodati tudi nekaj več, predvsem ta spremljevalni program. In smo poleg tega klasičnega sobotnega dela, ko že tako tradicionalno organiziramo žrebanje štartnih številk in pa nek večji zabavni dogodek, poimenovali smo ga Q-Max, letos gostimo Siddharto Lukasa in pa Solfingerse. Mislim, da je kar dodana vrednost tudi Grubin memorial, kot so omenila v petek. Tako da se je po bookingih in pa po interesu zelo poznalo, da je letos v bistvu Pokal Vitranc skoraj razprodan od petka do nedelje, kar se ni zgodilo že kar nekaj let in to nas navdaja z optimizmom. Tako da mislim, da če bo vreme zdržalo, če ne bojo visoke temperature, jaz vem, da se bojo delavci potrudili na podkorniški strmini maksimalno, ampak še vseeno je to nek dejavnik, ki ti lahko olajša vse skupaj in upam, da se ne bo išlo. No, potem seveda pride še Planica, veliki finale v smučarskih skokih v dolini pod Poncami. Ja, res je. Planica je nekako se mi zdi znanilec konca zimske sezone. Letos še posebej mogoče veličasten praznik 50 let letalnice v Planici, še nek poseben pomen pred najavo naslednjega leta, ko bo pač tukaj svetovno prvenstvo. Jaz upam, da bo tudi Planica letos tako zaživela oziroma da bo tako dobro vzdušje, kot je bilo prejšnja leta in mislim, da je treba fante, naše skakalce v bistvu podpirati v dobrem in slabem in tudi ne glede na to, kakšni rezultati so letos, mislim, da ni nič narobe. Planica je slovenski praznik, je praznik športa in komaj čakamo v bistvu, da se vse skupaj začne. Kakor imam zadnje informacije, v Planici v bistvu potekajo priprave normalno, snega je dovolj, organizacijsko so usposobljena ekipa in mislim, da je za izgraditvijo nordijskega centra Planica res pridobila tisto zadnjo pikico, ki je manjkala dolga leta, tako da na njo res gledamo s ponosom, ne samo v času
finalnih skokov, ampak preko celega leta. Mislim, da je tudi Planica ena tistih projektov v naši dolini, ki je omogočila bistven razvoj in pa dodaten tok tako dnevnih kot pa večdnevnih obiskovalcev. No, na Turizmu Kranjska Gora seveda veliko delate na promociji kraja, na katerih sejmih se predstavljate v tem času, kako pravzaprav te predstavitve Zgornje Savske doline izgledajo. Ja, res je. Sejmi so le en del mogoče celotne promocije, ki ga v Turizmu Kranjska Gora s ostalimi partnerji izvajamo. V preteklih letih so bili sejmski nastopi nekako, bom rekel, poglavitna promocijska aktivnost. Še vedno so in so prisotni in smo tudi mi prisotni kot Turizem Kranjska Gora na številnih sejmih. Preko celega leta še vedno obiščemo okrog 28 sejmov. V zadnjih letih nekoliko manj kot sama destinacija oziroma kot Turizem Kranjska Gora, ker smo se pač orientirali na tiste res večje in pa pomembne sejme, kot so VTM London, ITG Rimini, ITB Berlin. Smo pa prisotni na sejmih v sklopu Julijskih Alp in pa na Gizu in pa preko Giz pohodništva, ker smo nekako le neka outdoor destinacija, gre za specifičen trg, specifične interese in tukaj nastopamo na bolj specializiranih sejmih. Ravno v tem tednu smo bili v Beogradu, to je eden naših pomembnih, tradicionalnih, vsakoletnih sejmov, ki se ga skupaj s turističnim gospodarstvom udeležujemo. Drugače pa sejmi so se tudi nekoliko, bom rekel, ne spremenili, ampak prestrukturirali. Več ali manj gre tukaj zdaj bolj za odnos business to business. Več ali manj tukaj vstopajo podjetja, ki lahko na samem sejmu izvedejo direktne posle. Nekoliko manj gre pa tukaj za neko splošno promocijo kraja, glede na to, da je več ali manj dosegljivo že preko interneta. Mislim, da je tista splošen interes oziroma splošno iskanje informacij veliko bolj natančno in pa časovno dosegljivo obiskovalcem, potencialnim obiskovalcem preko spleta kot pa z obiskom sejma. Ampak kot sem že rekel, mi kot Turizem Kranjska Gora poleg samega sejmskih aktivnosti veliko dajemo tudi na oglaševanje v digitalnih medijih. Prav tako pa se trudimo, da so obiskovalci, ki so v Kranjski Gori, da so zadovoljni in še vedno mislim, da je prav beseda oziroma priporočilo prijatelja tisto, ki največ šteje in na to v bistvu stavimo predvsem z temu, da se trudimo, da Kranjska Gora je takšna, kot je, da so ljudje tukaj zadovoljni in da ponesajo oni dober glas naokoli, ki mislim, da šteje več kot pa neka uradna promocijska akcija. Bosta pohodništvo in kolesarjenje v prihajajočih mesecih še vedno hit, če temu rečeva tako, kot je bilo v preteklih letih? Ja, tudi po naši strategiji Turizma Kranjska Gora je v poletnem času oblikovan steber kolesarjenja in pa pohodništvo kot eden glavnih poglavitnih temeljnih dejavnosti. Bosta, mi se trudimo ta produkt razvijati, stremimo k temu, da se nekako identificiramo kot aktivna destinacija in mislim, da sta pohodništvo in kolesarjenje tukaj najbolj pomembna. Poleg njiju seveda ne smemo zapostaviti niti kulinarike, niti sproščanja, niti ostalih aktivnosti, ampak če se nekako identificiramo od največ energije, vlagamo prav v prepoznanost teh dveh produktov in mislim, da je Kranjska Gora izredno veliko pridobila v zadnjih letih v času poletne sezone. Sezona je dolga, močna, pomembna. Letošnjem letu začnemo za zimsko sezono, končujemo za zimsko sezono v mesecu aprilu in začnemo takoj dejansko z poletno sezono. Tako da ni niti tistega kratkega preskoka, ki smo ga prejšnje leta občutili. Včasih zaradi snega, ko še ni skopno, včasih pa zaradi interesa oziroma povpraševanja. Mislim, da zdaj Kranjska Gora bolj ali manj kot občina živi preko celega leta. Skratka, kot ste dejali, počitka ne bo. Kaj pa bo prineslo potem letošnje poletje? Morda kaj novega, kaj lahko izpostaviva, kaj lahko izdava že? Ja, jaz bi tako rekel, vsi turistični kraji se trudijo, da
svojo ponudbo nekako izboljšujejo, jo nadgrajujejo. Kar se meni v bistvu zdi zelo pomembno pri naši destinaciji, to, da je vedno bolj povezana v celoto in da se razvija kot celota. Mislim, da so narejeni dobri temelji za razvoj turistične ponudbe in mislim, da imajo vsi tisti, ki se ukvarjajo s turizmom, tu še velik potencial. Tako da o konkretnih stvarih, o novostih mogoče ne bi zdaj niti govoril, ker mislim, da niso niti toliko pomembne jih izpostavljati, kot mogoče dejstvo, da imamo v času poletja že sedaj trenutno organiziranih prireditev preko 20, to se pravi vsak vikend v Kranjski Gori od maja do septembra za naše obiskovalce se najdlo nekaj. Booking za poletne mesece je izredno dober in mislim, da če bo šlo vse nekako po ustaljenih tirnicah, mislim, da lahko letos ponovno pričakujemo dobro poletno turistično sezono. Prav je, da omeniva tudi Jasno, ta se je kar dodobra pobrala, pred nekaj tedni pa še odprtje znova tega zelo zaželenega objekta ob jezeru. Ja, res je. No, to je že ena od novosti, mogoče, ker prej nisem niti omenil, in takih je še kar nekaj, ki bodo pripomogle v času poletja prebuditi, obogatiti in pa prenoviti turistično ponudbo. Lahko rečem, da smo izredno veseli, da se je Jasna nekako kot celota zaključilo z ograditvijo oziroma adaptacijo tega objekta. Gre za lep objekt z dodatno ponudbo, ampak kot sem že prej omenil, nobena stvar ne gre iz danes na jutri. Vsi se moramo spomniti mogoče 3, 4, 5, 7 let nazaj, ko Jasna ni živela v zimskem času, niti v poletnem času. Potem pa se je s to ureditvijo in pa z ponudbo, ki se je v Jasni razvila zdaj že zadnja 3 leta, mislim, da rato to en tak kotiček, ki je v bistvu, lahko rečem, nekako prepoznan kot zaščitena blagovna znamka Kranjske Gore kot kraja. Mislim, da se največkrat slikajo obiskovalci prav ob jezeru Jasna. Mislim, da gre ta slika hribov v ozadju in pa jezera v odsevu teh gora največkrat v svet, na vseh možnih profilih spremljamo, kolikokrat je Jasna slikana in mislim, da je daleč v ospredju in da je prav Jasna ena tistih stvari, ki je Kranjsko Goro še toliko bolj ponesla v svet, vsaj v prepoznavi poletne turistične sezone in pa identifikacije kraja. Bled ima nekako otok, Bohinj ima jezero, tudi mi smo dobili zdaj neko vodno kombinacijo, ampak brez ponudbe pač ne gre. Vsi lahko samo pogledamo čez mejo, Rabelsko jezero je tudi zelo lepo, ampak brez ponudbe pač ne gre, brez dodatnege energije, urejanja kraja ne gre, brez promocije ne gre, brez zavedanja, da je to treba ohraniti, pa tudi ne. Tako da mislim, da je bilo tukaj, se je kar nekaj stvari poklapalo lepo. Jasna je ostala prvobitna, kar se mi zdi edino pravilno in ljudje so to začutili in v bistvu res hodijo v Jasno na oddih. Res je, da prihajajo v kakšnih koncih sezone ali pa v določenih terminih do preobljudenosti. Ampak tako je, mislim, da je v vseh krajih, v vseh dejavnostih, tudi z Ljubljane, če štartaš ob 3 popoldne v četrtek po službi, ni ravno prosta cesta. Tako da konice so, na njih moramo biti pripravljeni, mi delamo veliko na temu in mislim, da se bomo tega v nadalje tudi uspešno, s tem se tudi uspešno spopadali. Mogoče samo še za Jasno kratek stavek za nazaj. Veseli me, da se je v zadnjih 4 letih tam na novo odprlo, prestrukturiralo, ohranilo, dopolnilo, kakorkoli lahko temu rečemo, 7 novih objektov, ki ponujajo tudi nastanitve in pa gostinsko ponudbo. Tako da mislim, da Kranjska Gora s tem kot celota samo pridobiva. In tudi v medijih je bilo sprejeto dobro, mislim, da so interes izkazali tako številni mediji, obiskovalci in upam, da se bo s takim tempom nadaljevalo tudi vnaprej.
No, Kranjska Gora je v zadnjem času prejela tudi veliko priznanj z vseh koncev. Se pravi, to je en dokaz, da delate dobro in da delate prav. Ja, delamo verjetno dobro vsi, ne samo Turizem Kranjska Gora, ker Turizem Kranjska Gora je pač tukaj samo nek koordinator, neka organizacija, ki pač skrbi za upravljanje blagovne znamke, ampak brez zavedanja lokalnega prebivalstva, kaj turizem za nas pomeni, brez žrtvovanja domačinov, brez dela, brez tega, da verjamemo v to, kar imamo in da to spoštujemo. Mislim, da ni denarja, ki bi to lahko naredil. Poznamo veliko primerov, ko kapital ni problem, pa stvar nima duše. In jaz mislim, da naša dolina prav to dušo ima. Je res, da je teh duš veliko in da so duše različne, ampak če potegnemo pod istim imenovalcem, mislim, da smo lahko na občino Kranjska Gora kar ponosni. In to je glavni ali pa po mojem mišljenju najbolj pomemben dejavnik, da v to verjamajo tudi ostali. Ker če ti ne verjameš v nekaj, kar bom rekel temu prodajaš, potem ne bo verjel niti tisti, ki to kupuje. In mislim, da mi to v Kranjsko Goro čutimo in se to pozna potem tudi na odzivih obiskovalcev, odzivih medijev in do tega pač prihaja. Številni kraji so dobili številna priznanja, nismo samo mi kot Kranjska Gora, ampak je lepo, če te izberejo za najlepši turistični kraj v Sloveniji med, bom rekel, kar pestro druščino zelo dobrih, kvalitetnih turističnih krajev, ki se tudi tako kot mi trudijo, da pridejo nekako na turistični zemljevid. No, pravijo, da ob koncu omeniva še en projekt, ta ima naziv Vsi smo Kranjska Gora. Morda dalje skozi ta odgovor ste že zapeljali do tega vprašanja, kaj pravzaprav ta projekt pomeni, kaj prinaša. Ja, res je. Turizem je nekako, bom rekel, zelo prepletena dejavnost, tako da jaz vedno pravim, da turizem niso samo gostilne pa restauracije in pa hoteli, ampak je turizem v bistvu vse. Mi smo se tega projekta lotili že leto pa pol nazaj in sicer smo si nekako to zamislili v dveh sklopih, v dveh korakih. Prvi korak je bil to, da ime Kranjska Gora med samimi domačini oziroma med samimi prebivalci Kranjske Gore nekako probamo ponesti v vse kraje, ker je velikokrat prihajalo do različnih pomislekov in pa interpretacij, kaj Kranjska Gora pomeni. Kranjska Gora pomeni pač, ko govorimo v turističnem smislu, območje od Mojstrane do Rateč. Mi smo se izredno trudili tudi za celostno grafično podobo, ko smo jo lansko leto na novo prenovili. V bistvu v vse te kraje unesti neko skupno ime, pod katero se predstavljamo na zunanjih trgih, in po vsakemu kraju dati neko svojo identiteto. Jaz mislim, strokovnega zornega kota, da nam je to uspelo. Mislim pa, da je prav tako potrebno še kar nekaj časa, da v to vsi začnemo verjeti oziroma da si to nekako lažje predstavljamo. Jaz velikokrat dam primer za zelo podobno stvar, ki jo imajo recimo v Kitzbühelu. Kitzbühel je prav tako skupek 15 vasi, ampak na tujih trgih se več ali manj predstavljajo kot Kitzbühel. Potem pa vsaka interesna skupina potem v tem Kitzbühelu najde nekaj zase. In če si pohodnik, greš v nek dorf, če si kolesar, greš v naslednjega, če iščeš neko Mendenes, greš v center. In zelo podobno je pri nas. Mi smo si zamislili Mojstrano kot neko alpsko središče, kot neko planinsko vas. In tudi projekti v naslednjem letu so usmerjeni v to, da dobimo poseben certifikat prav za območje Dovje in pa Mojstrane. Potem Gozd Martuljek za dograditvijo kampa Špik, mislim, da je spet dobil neko tako lepo identiteto in z dograditvijo celega rezorta, mislim, da bo pod samim Špikom res predstavljal neko tako outdoor destinacijo. Posebno spet
za posebno ciljno skupino. Rateče so z dograditvijo nordijskega centra se zopet postavili na nek zemljevid in imajo spet neko svojo lastno identiteto, medtem ko ima Kranjska Gora pač tudi. Kar me še posebej veseli je to, da vztrajajo ne samo ponudniki nastanitev in pa restauracije v krajih, ampak da vztrajajo tudi tisti, ki se borijo z turistično infrastrukturo, tako v Mojstrani kot v Radovni, kot v Ratečah. Letos je bil ponovno odprt tudi smučišče Macesnovec. Zelo dobro sprejet med tujci, izredno dobra lokacija. Jaz upam in si želim, da bi zaživel in da bi se stvari uredile in da bi se vklopil v našo celostno turistično ponudbo tudi v nadalje. Tako da je teh stvari res, pa teh povezav izredno veliko. In vse to spraviti na en imenovalec je izredno težko, če ne nemogoče. Mi smo se pač tega lotili, tako kot sem prej omenil, v 2 korakih. In sicer prvič, v prvem koraku smo na en imenovalec želeli postaviti vse javne inštitucije, vse tiste podjetja, ki so resnično ali v občinski lasti, ali pa izredno pomembna za razvoj turizma in pa turistične infrastrukture za nadalje. Ker brez infrastrukture, roko na srce, se turizem ne more razvijati nikjer. Do določene mere, ja, naprej pa mislim, da ne. Nisem še videl take destinacije in mislim, da tudi mi nismo izjema. Tako smo v lanskem letu v bistvu na ta isti imenovalec, če se že tako izražam, dali podjetje Infrašport, Ski Kranjska Gora, bivši rekreacijsko-turistični center Žičnice, se imenuje od lanskega leta Ski Kranjska Gora, potem Turizem Kranjska Gora, osnovna šola Kranjska Gora, vrtec, Kekčevi junaki, komunala Kranjska Gora. Tako da smo res pod isto blagovno znamko, ki v svojem logotu vsebuje tudi ime Kranjska Gora z istim CGP-jem, želeli pokazati, da je v bistvu to enotna destinacija, ki je med sabo povezana, čeprav deluje na povsem različnih dejavnostih. Mislim, da nam je to kar uspelo, sploh mogoče, če so že na tem mestu, še zadnjo pikico na i, to so pa mediji. Tudi lokalna televizija se je odzvala temu, tako da zdaj lahko rečem z veseljem napovem, da z meseca marca začnemo predvajati tudi lokalno televizijo z imenom ATM TV Kranjska Gora, prav tako z podobno blagovno znamko, kot jo imajo vse ostala podjetja. In mislim, da smo tudi tukaj naredili en korak naprej. Mediji so tisti, ki oblikujejo neko mnenje, mediji so tisti, ki jih gledamo in mislim, da so mediji pomembni, predvsem pa lokalni, ker gre res v tiste detajle, v stvari, ki so zanimive, ki nas interesujejo, ki nas zanimajo. Tako da je ta korak, lahko rečem, nekako zaključen. Naslednji korak, ki pa je pa nadaljevanje tega, in to je pa predvsem izpostavljanje, zavedanje, prepoznavanje in pa opisovanje lokalnega prebivalstva, ki tu živi, ki ni direktno povezano z turizmom. Brez njih pa turizma pač ne bi bilo. To pa je v bistvu naš projekt, ki ga začenjamo tudi z meseca marca in o katerem bi pa mogoče potem povedali kakšen drug, bolj primeren trenutek oziroma v kakšni drugi oddaji, ko bomo več o samem projektu Vsi smo Kranjska Gora tudi izdali. Velja, vas bomo držali za besedo. Za danes se vam seveda zahvaljujem za obisk v našem studiu in želim uspešno delo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Želim lep večer še naprej. Nasvidenje.